Lep dobrodan in dobrodošli v dvorani Delavskega doma Zagorje. Nadaljujemo z letošnjo revijo otroških in mladinskih pevskih zborov Zagorje 2018. Mineva 50 let od prve revije in le težko si je zamisliti, koliko glasov se je v teh letih, prireditev sicer poteka vsako drugo leto, zvrstilo na odru dvorane Delavskega doma. Ne bomo šteli, preveč bi bilo statistike, ostajajo pa seveda spomini, ki ne zbledijo. Tako kot bodo ostali spomini zborom, ki sodelujejo na letošnji reviji. Čeprav 15 minut v življenju ne pomeni veliko, pa je nastop na državnem tekmovanju, pa čeprav traja le 15 minut, enkratno doživetje. Na oder sedaj vabiva prvi zbor iz Tolmina, mladinski pevski zbor osnovne šole Franceta Bevka. Malo zmanjkalo prostora, ne, bova mi pa tule stopila, bo lažje. Iz vsake hiše v Tolminu po en član približno. Dobro, nadaljujemo z revijom tekmovalnega značaja, zato bo zbore tudi na tem koncertu ocenjevala žirija v sestavi Stojan Kuret, Danica Pirečnik, Karmina Šilec, Marinka Šuštar in Tadeja Bulc. Mladinski pevski zbor osnovne šole Franceta Bevka Tolmin je relativno mlad zbor, saj obeležuje 5. obletnico delovanja. Vsi v zboru se dobro razumemo in vedno držimo skupaj. Vedno smo dobre volje in tudi med delom se veliko smejimo. Všeč nam je, ko skupaj pojemo, so zapisali v svoji predstavitvi. Veš, kaj je še zanimivo? Poslušaj tole. Veliko potujemo in posebno doživetje je vožnja z avtobusom. Tukaj je bila potem pika. In me prav zanima, kaj se dogaja v avtobusu, tega namreč niso zaupali, ampak očitno je ful cool. Nekaj zanimivega, ne? No, pa veš, kaj so še zapisali? No, v bistvu so se kar malo pohvalili. Zelo veliko tudi tekmujemo in ponosni smo, da prav z vsakega tekmovanja, regijskega, državnega ali mednarodnega, prinesemo zlato plaketo in osvojimo posebne nagrade. Zelo radi imamo petje. No, saj sedaj bi lahko poskušal že predvideti, kakšno priznanje dobijo danes, ampak ne bom. Dajmo jim najprej priložnost, da jih slišimo. Glasbena spremljava Nika Kovačič, zborovodkinja Barbara Kovačič.
Letošnjo revijo si bomo zagotovo zapomnili po množici debitantov, tako zborov kot zborovodji, ki so prvič nastopili na reviji. Eden od njih je tudi mladinski pevski zbor osnovne šole Ferda Vesela Šentvid pri Stični. Ob omembi kraja Šentvid pri Stični ljubiteljem zborovskega petja zagotovo strepeta srce vsakoletna množična prireditev, ki privablja pevce iz celotne Slovenije. Tako kot za vsakega Slovenca Slovenko pravijo, da bi moral vsaj enkrat na Triglav, za pevke in pevce v zborih velja, da bi morali vsaj enkrat zapeti na šentviškem taboru. Zanos, veselje in ljubezen do večglasnega petja, poleg mladostne razigranosti in prijateljstva, druži tudi članice tega zbora. Zbor s skrbno pripravljenimi nastopi bogati šolske in krajevne prireditve. Vsako leto nastopi na območni reviji, svoje delo pa predstavi tudi na letnem koncertu. Ponaša se tudi z uprizoritvami muzikalov in sodelovanjem na zborovskem Boomu. Lani maja je zbor uspešno nastopil na regijskem tekmovanju. Za prizadevno delo so bili nagrajeni z zlatim priznanjem z odliko. Zboristkam pa ostaja v posebej prijetnem spominu tudi sodelovanje na zadnji potujoči muziki. Na svojem pevskem popotovanju tokrat prvič v Zagorju. Glasbena spremljava Urška Petek in Katarina Zvonar, prvič na reviji pa pozdravimo tudi zborovodkinjo Simono Zvonar. Družba najde v soncu rano.
No, tole na odru pa je že mladinski zbor osnovne šole Danila Rokarja Ajdovščina, ki uspešno prepeva že več kot 4 desetletja. Pa moram reči, da vam ni videti, da ste že toliko cajt skupaj. Prejeli so več zlatih državnih in mednarodnih priznanj ter priznanj za najboljše izvedbe skladb. Ponosni so na skladbe, napisane prav zanje. Letos jim je to čast izkazal Ambrož Čopi, ki je zboru posvetil skladbo Skozi noč srebrno hitita. Izdali so 6 zgoščenk. Prepevajo na raznih prireditvah doma in tudi v tujini. Konec aprila se tako odpravljajo na tekmovanje v Neerpelt v Belgijo. Prepevali so z orkestrom Slovenske filharmonije, sodelovali pri izvedbi Orfove Carmine Burane. No, še posebej pa so ponosni na nagrajen musical Ledeno kraljestvo, ki so ga v sodelovanju šolsko, dramsko in likovno skupino izvedli kar 24krat. Klavir Toni Acman, zborovodkinja Petra Habjanič-Gregor.
Koniczka, koniczka, dwa, koniczka, koniczka, dwa, koniczka, dwa, koniczka, dwa, koniczka. Srebrna, 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 chytyta, srebrna, 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 chytyta, skozi noc. Hej! Temni gorzysko, temni gorzysko, temni gorzysko, temni gorzysko, temni gorzysko, temni
Velenjski mladinski pevski zbor Franko Runkoželjski glasbene šole Velenje je stopil v 3. desetletje delovanja. Lahko bi že kar rekli zbor s tradicijo. Na tej poti so si pripeli tudi že obilo priznanj in letošnja revija je nov izziv dokazati sebi in drugim, da je petje življenje, simfonija življenja, ki premaga strah, žalost in težave ter na obraz nariše nasmeh. A tudi njim se 3 desetletja prav nič ne poznajo na obrazu, ne? Prava rapsodija v belem je tole. Seveda pa si želijo tudi nasmeh na obrazu svoje zborovodkinje, že takoj po nastopu ter tudi zvečer ob razglasitvi rezultatov. Pa še posebej radi imajo ljudske pesmi, saj se z njimi tudi ohranja spomin na preteklost. Trudijo se ohranjati tradicionalne vrednote z elementi sedanjosti in pridihom prihodnosti. Nina Vergoten in Tanja Mašnjak Petrej, glasbena spremljava ter zborovodkinja Teja Plaza. Pravi
in nad tem živahnim vremem, silotežnosti in trenja, se dvigujejo cvetlice, Gaja, kronane kraljice. A da zraste taka roža, roža, nujna je debela koža, koža, Saj ko svet pokaže silo, silo.
Tole pa so Prleki, mladinski pevski zbor Lati do osnovne šole Križevci. Prleki se radi pošalijo na svoj račun, še raje pa zbadajo sosede. So delavni, marljivi, vestni in pošteni ljudje. In takšne so tudi pevske križevskega zbora, v katerem je nekoč prepevala tudi zborovodkinja Renata Mikl. Pojejo raznolike pesmi, poseben izziv pa jim predstavljajo zahtevnejše zborovske skladbe in tekmovanja. Pevke so tiste, ki vzpodbujajo zborovodkinjo k udeležbi na državnih in mednarodnih tekmovanjih. Tekmujejo četrtič, do sedaj so prejeli 2 zlati priznanji v Sloveniji in srebrno priznanje na mednarodnem tekmovanju v Bratislavi. Nikaj dobro izhodišče tudi za današnji nastop. Slišala sem ptičko pet, zapela je kuku, katera more nekto bit, ki poje tak lepo. Kaj si slišala? Ah, nič. Samo prve 2 kitice sem zapela od skladbe, ki jo bomo slišali sedaj. Ja, imam občutek, da komaj čakaš, da bi stala tamle, ampak tam je že dovolj gneče, tako da najno je za odrje, zbor pa sedaj le pride, seveda s svojim programom. Klavir Olga Kovs in zborovodkinja Renata Mikl.
Začela zvezda šteke,
miren in sanjal, nagajil in povonjal. Cantate Domino, canticum novum, cantate Domino, canticum novum, cantate Domino, canticum novum, cantate Domino, canticum novum. Cantate Domino, canticum alleluia, Domino, canticum alleluia, cantate Domino, canticum alleluia, cantate Domino, canticum novum. Alleluia, alleluia, cantate, cantate, cantate Domino, cantate, cantate, cantate Domino. Alleluia, 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 alleluia. Cantate Domino, canticum novum, cantate Domino, canticum novum, cantate Domino, canticum novum, cantate Domino, cantate Domino, canticum novum. Za nama že stoji mladinski pevski zbor osnovne šole Železniki. Kaja, kako kaj ti in madžarščina? Madžarščina? Ja, odkje ti pa zdaj to? Ja, ma ne vem, lej recimo, da sedaj le pridejo do naju in rečejo naslednje napovedi o madžarščini. Ja, mislim, da bi rekla Nem, ki si Nem.
Ali tako nekako? Nekako, ja. Ja, ne, hvala, bi rekla, ampak veš, če bi pela v tem zboru, to ne bi bil dober odgovor. Zborovodkinja jim namreč ne prizanaša z izbiro jezika. Na njihovem repertoarju so poleg slovenskih vseh možnih narečnih odtenkih, tudi angleške, francoske, finske, tokrat pa tudi madžarska pesem. Pač poskrbi, da zbor dodatno pili izgovorjavo in zvenenje, tako da če rabiš, da tam nekaj se ne veš, kje se javiš. Ja, mladinski pevski zbor to najraje počne na pevskem vikendu nekje v Sloveniji. Natrpan urnik vaj jih ne prestraši, še posebej ne, če jih petje popelje tudi v katere dežele. Na odru je mladinski pevski zbor osnovne šole Železniki, zborovodkinja pa je Marjetka Naglič.
smo še zadnji zbor 7. koncerta v okviru letošnje revije. Zbori se ponovno srečamo 15 minut čez 3. v Audi, kjer se nam predstavijo s skupnim petjem, mi pa jim zaupamo delne rezultate. Obenem pa zvabim še na zadnji koncert v tej dvorani točno ob 16. uri. Vabljeni!